V Dolenjskem muzeju so lani uspešno sklenili leto, saj so uresničili vse zastavljene programske cilje in poslovali pozitivno. Pri razstavnem programu sta izstopali osrednji razstavi, ki sta bili sestavni del dveletnega projekta v sklopu Evropske prestolnice kulture, to sta postavitvi Skupaj do samostojnosti Dolenjska 1991 in Novo mesto 1848-1918. Prva je posegla v najnovejšo zgodovino in je prikazovala dogodke ob osamosvojitvi Slovenije 1991, druga pa je orisala preteklost Novega mesta v času Avstrijskega cesarstva in Avstro-Ogrske monarhije. Slednja velja za najobsežnejši občasni razstavni projekt v zgodovini muzeja. In pa nekako uvod v leto 2012, v leto Evropske prestolnice kulture. Razstava bo prav za ta namen odprta celo letošnje leto. Pri tem pa moram poudariti še enkrat, da je tudi v celoti prilagojena za ogled slepim in slabovidnim in to je pravzaprav tudi tisti presežek tega projekta. Za Dolenjski muzej pa je bilo pomembno tudi sodelovanje z Novomeškim zavodom za turizem, katerega plod je bila stalna fotografska dokumentarna razstava Arheološka preteklost območja brusniške hrustavke, postavljena v cerkvi v Brusnicah. Lani je prav tako izstopalo področje pedagoških dejavnosti. Za poudariti še posebej je izjemen obseg pedagoškega programa, kjer smo pravzaprav dosegli rekordne številke. Saj smo pripravili nekaj manj kot 200 delavnic v lanskem letu, obiskalo jih je pa nekaj manj kot 5000 udeležencev. Vse skupaj pa nas je v lanskem letu obiskalo nekaj nad 31 000 obiskovalcev, kar je nekaj 4% več kot preteklo leto. Še posebej dober obisk beležimo občasnih razstav in pa pedagoškega programa, kjer so številke tudi do 50% večje kot v preteklem letu. Lani so v muzeju ustvarili dober 1 50 000 evrov prihodkov. Od tega je država zagotovila 66%, občina 18%, ostalo pa smo zagotovili z lastnimi sredstvi, s pomočjo sponzorjev, nekaterih projektnih razpisov in pa sredstev, ki jih dobimo z lastnimi prihodki preko naših recepcij. Pristojno ministrstvo naj bi jim letos namenilo 20% manj denarja za financiranje programov. Jaz upam, da to ne bo povzročilo kakšnih velikih pretresov do programa, ki smo si ga zastavili za letošnje leto, ki pa je ponovno zelo obsežen in ambiciozen, da kaj od tega ne bi realizirali, še posebej, ker v letošnjem letu pripravljamo dva projekta, ki sta nosilna v okviru programa Evropske prestolnice kulture, partnerskega mesta Novo mesto. 1. junija bodo tako v sklopu projekta Preteklost Novega mesta in njegova premična dediščina mesto Situl pripravili fotografsko dokumentarno razstavo o novomeški situlski umetnosti. Ta bo nadgradila stalno razstavo Arheološka podoba Dolenjske, odprto leta 2008, katalog iz 2009 in dokumentarni film iz 2010. Predvsem pa bo poudarek na monografiji o tej naši situlski umetnosti, ki bo nekakšen spomenik temu pomembnemu, evropsko pomembnemu obdobju novomeške preteklosti. Saj bodo v monografiji predstavljeni vsi spomeniki situlske umetnosti, ki so bili najdeni v Novem mestu in se nahajajo v Dolenjskem muzeju. Tako da bo na 160 straneh preko 100 strani fotografij v sliki in besedi predstavljena celotna novomeška situlska umetnost in pravzaprav tudi nekako utemeljitev, zakaj Novo mesto mesto Situl. V povezavi z EPK pa so se v muzeju odločili tudi za delno posodobitev stalne etnološke razstave, ki bo letos dopolnila 26 let. Zadali smo si, da to opravimo prav v letu Evropske prestolnice kulture. Upam, da nam bo uspelo tako, kot smo si zastavili. Vsekakor pa 30. novembra bomo zaključili tudi s programom, s katerim sodelujemo pri projektu Evropske prestolnice kulture, z otvoritvijo te stalne razstave, ki bo prinesla tudi nekaj novih vsebin in pa nov vodnik po sami razstavi. V muzeju letos načrtujejo tudi nadaljevanje arheoloških izkopavanj na Kapiteljski njivi. Smo pa odvisni od financiranja strani Ministrstva za kulturo, ki zaenkrat v tem obsegu, kot je sredstev na voljo na splošno za kulturo, vseh tega projekta in še marsikaterega drugega slovenskega projekta še nima zagotovljenih sredstev in vsi čakamo na rebalans
državnega proračuna in potem bo jasno, ali izkopavanja bodo in v kakšnem obsegu jih bomo lahko izvedli v letošnjem letu. Picelj upa, da bodo lahko izkopavali vsaj mesec ali dva.